Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o dveh zadevah. In sicer odgovarjam na vprašanji, pa ima ta prav isti skupni imenovalec, in sicer, kaj narediti v primeru, ko se zgodi nespečnost, in druga stvar, razdražljivost, nemir, občutek, veste, da se kar potapljaš. V glavnem, skupni imenovalec, spet bomo šli skozi hrano, najprej tehnični vidik in potem še čustveni vidik. Ta del je spet iz nove knjige, Ko imajo duše žur, in naj vam povem, za vse tiste, ki nestrpno čakate na knjigo, tudi jaz jo nestrpno čakam. In tako da še malo pa bo v tiskarni in potem samo še čakamo, da je natisnjena. Tako da, ja, vsi ti porodni krči oziroma nosečnost se približuje temu, da pa gre v porodnišnico. No, tako, še majčkeno pa bo. Vem, ja, tudi jaz jo nestrpno čakam. Ja, tudi jaz se učim potrpežljivosti. Zanimivo, prepuščanja, zaupanja in očitno ta čas, ko sem pisala knjigo, so se zgodile določene tudi karmična čiščenja. Rabila sem srečati določene ljudi, s katerimi sem odplesala en ples in se zahvalila in šla naprej in tako naprej. Ampak zdaj je steklo, to je najbolj pomembno. No, zdaj pa če pogledamo, kaj ima ta skupnega nespečnost, pa razdražljivost, nervoza, tisto, ko ti gre vse na živce. V vsakem primeru je skupni imenovalec podhranjenost. Hranilnih snovi primanjkuje dejansko od B-vitamina, ključni so B-vitamini, manjka beljakovin, sploh zvečer, v večernem času. Večerja je hranilno osiromašena, ni nujno, da je prešvoh, kako naj rečem, po gorenjsko. V glavnem, gre se za to, da je prazna. Nima vse tega, kar telo potrebuje, da lahko sploh zgradi spalne hormone in da lahko potem čez noč se nekako umiri, poskrbi za to, da začneš nov dan svež, da zadiha. In katera je tista stvar, ki najbolj manjka? Se pravi, B-vitamin, B12 vitamin je ključen, B3 vitamin, zdaj pa če gledamo, kje to dvoje dobimo to v skuti, tako da mogoče ena ideja za večerjo. Dajte si izmešati avokado pa skuto, posolite, dajte noter peteršilj, lahko date vse zelišča, ki jih imate na vrtu ali pa mogoče v lončku, potem pa iz tega, poleg pa lahko jeste, recimo vložene olive, in to je krasna večerja za nahraniti ne samo, da se proizvaja spalni hormon, ampak tudi za nahraniti notranje žleze, hormonske centre, v glavnem deluje prav na vse dele našega telesa. V olivah dobite ALA maščobno kislino, omega 3, ki je sicer dobra za celični pretok, ampak nima pa omega 3 maščobne kisline, EPA, DPA in druge, ki so pa tudi potrebne za izdelavo rastnega hormona, ker rastni hormon je pa hormon, ki nas obnavlja med spanjem. Tako da vam priporočam, prav skuta, avokado, to so dobre maščobe, olive, ja, ampak dodajte zvečer še omega 3 kot prehransko dopolnilo. Tako da za omega 3 bom vedno govorila, da je pametno dodati. Tudi ljudje, ki mi rečejo, zdaj pa čez poletje pač ne rabim prehranskih dopolnil. To je res, rabite jih veliko manj, tudi jaz jih manj uporabljam čez poletje, ker dejstvo je, D-vitamin ga dobimo s soncem, imamo svežo zelenjavo in dejstvo je, da tempo je drugačen in tudi to, ko se nahranimo s to sončno svetlobo, vse gre drugače, a je to tako. Ampak omega 3 pa pač ne dobimo. Omega 3 dobimo premalo s hrano in tudi C-vitamina bi bilo pametno, zato ker v poletnih mesecih imamo pač povečano oksidacijo in zato, da pač naša koža se ne postara čez poletje, da ostane še vedno prožna, sveža, je pametno pač uživati tudi C-vitamin čez poletje. Zdaj, če gledam tudi nespečnost, tisti, ki se ne morete umiriti, zadnjič sem že govorila o pomanjkanju magnezija, v tem primeru je pametno poseči po prehranskem dopolnilu kalcija pa magnezija. Naj vas povabim k meni na spletno stran srečnoživljenje.com,
srečnoživljenje.si, v glavnem obe dve spletni strani sta moji in če želite, lahko dobite tudi s popustom 10%, samo vtipkajte kodo popust. No, tako da v glavnem, zdaj pa kaj lahko naredimo tudi s hrano, se pravi, za vse tiste, ki ste kronično razdraženi, dajte v svojo prehrano vključiti tudi orehe, mandlje ter arašide, zaradi tega, da dobite zadostno količino, tukaj noter je magnezij, nahaja se tudi ogromna količina B vitaminov in zdaj pa še en mineral, ki je pa ključen za dobro počutje in to je pa, veste kater? Krom. Mogoče malo premalo govorimo o kromu, ampak načeloma krom je mineral, ki preprečuje željo po cukru. A veste, tisto, ko se ti sproži v ustih, ko bi pa ta trenutek pasal, kaj? Ja, čokolada, ne pa korenček, ne da? In krom, seveda, v prevelikih količinah ga ne morete niti zaužiti, dobite ga največ v pšeničnih kalčkih, je pa v gobah in nahaja se tudi v jajcih. Ampak, nobene izmed teh stvari ne morete pojesti velike količine. Čisto roko na srce, a pojeste pšeničnih kalčkov, ne vem, eno skodelico na dan. Verjamem, da večina izmed nas pač tega ne uživa vsak dan, zato je pametno pač, ko kupujete prehranska dopolnila, naj bo notri vsi B vitamini plus minerali, poudarek naj bo na bakru, na kromu, cinku, cink je za imunski sistem, za hormonsko ravnovesje, baker pa potrebujete proti staranju, proti sivenju, za lepo kožo, baker je dober za vezavo železa, zato da imate dobro kri, se pravi je baker potreben, tudi to je presnovni mineral, ki vpliva na to, da se proizvaja energija. No, zdaj pa če pa gledam baker pa poleg tega, da deluje, baker krom, deluje na zmanjšanje želje po sladkem, pa deluje tudi na hormonski ustroj. Tako da, glejte, dejstvo je ne samo na hormon inzulin, kar je hormon lakote, ampak tudi na vse ostale hormone. Zdaj pa, če pogledamo naprej, to je zdaj pač iz ta nove knjige. Zdaj pa kaj vam priporoča zeliščarica Jožica s Koroške, takrat, ko se ne morete pomiriti. Pravi, da si kupite čaj iz sivke in pijte čaj iz sivke. Sivka pomirja in sicer naredite tako, da cvetove namočite v jabolčni kis in zvečer dodate v 1 liter tople vode 1 jušno žlico in to popijete. V glavnem, dejstvo je, da jabolčni sok in sivkini cvetovi, skuhaj žele, dodaš malo sladkorja, uživa se zvečer pred spanjem po 1 žlico. Ali čaj za pomiritev, materina dušica, melisa, hmelj, sivka in sploh hmelj in sivka pomirjata. No, v glavnem, tako da zdajle sivka na konec koncev cveti, dajte zdajle uporabljati pač sivko tudi kot čaj. A ne bi človek rekel, eterično olje iz sivke je tisto, ki deluje, ne vem, na odganjanje komarjev. Eterično olje iz sivke deluje na čiščenje eteričnega dela našega telesa. In eterično oziroma čaj iz sivke pomirja našega duha. A vidite, kako neverjetna je tale sivka in ne vem, mogoče niti niste vedeli, da je sivka primerna za čaj. No, zdaj pa naslednja stvar, kar je ta čustveni vzrok zadaj, je pa pregrevanje telesa. Ki je na hiperobratih, ki mora imeti vse pod kontrolo, ki vrti, ki vrtinči, razmišlja in tako naprej. In v glavnem potlačena čustva, lahko tudi jeze na starše, ker so vas programirali, da morate biti tiho, da morate potrpeti in zdaj že vse v vas kriči, da ne morate več biti tiho in potrpeti in je v vas eksplozija. In zdaj ne, da se zderete na nekoga, ker s tem niste rešili nič, ampak začnite čistiti podzavestne programe. In sicer zdravilna molitev dekodiranja, se pravi vsemogočni Bog, to si sami pogledajte, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s potrebo po
pregrevanju mojega telesa ali pa s potlačenimi čustvi jeze ali pa, ne vem, potreba po tem, da moram imeti vse pod kontrolo. Pač podzavest je potrebno dekodirati. In naslednja zadeva, pomembno je, da v zdravilna središča pač vklopimo, to sem vam že govorila, se pravi 4 zdravilna središča, ki jih imamo, ki vplivajo na hormonske centre v našem telesu. Tukaj vpliva na hipofizo, kjer se proizvaja rastni hormon, ščitnica je v bistvu kot nek komandant vseh hormonov, tukaj sta manjši 2 čakri, ki vplivata na nadledvični žlezi in vplivata direktno na pomiritev našega telesa. In ko mi takole usmerimo energijo, dobesedno začnemo umirjati nadledvični žlezi, v nadledvičnih žlezah se pa proizvaja stresni hormon. Tudi recimo lahko si masirate ta del, tudi fizično, ali pa tudi samo zehanje vpliva na to, da se pač vplivamo na nadledvični žlezi. No in tukaj gor na sencah so pa točke, ki vplivajo na epifizo oziroma češeriko. Ta del je pa povezan s hormonom sreče, tudi s spalnim hormonom in je v bistvu ključen za to, da se vključi spanje. A vidite, kako je v bistvu vse med sabo povezano. No in naslednja zadeva je pa pomembno, da začnete usmerjati v to, kar vi želite. Ne vem, nekaj misli vam preberem. Dovoljujem, da mojega duha napolni božanski red in mir. Vse skrbi predajam višji inteligenci v meni. Dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Vdihujem mir, izdihujem napetost, vdihujem mir. In mogoče, da uporabite tudi to dihanje, Mojzesovo šifro, da si ponavljate vdihujem mir, vdihujem mir, vdihujem mir, vdihujem mir, vdihujem mir in v bistvu krožno ponavljate vdihujem mir. Da enostavno, ko krožno vdihavate in izgovarjate in ko tudi vdihnete in izgovarjate vdihujem mir, vi s tem sebe programirate na mir. No in potem dovoljujem si biti jaz, dovoljujem, zavedam se, da imam v sebi moč spremembe. Česa me je najbolj strah? Ozaveščam, spuščam, prepuščam se božanskemu vodstvu. Pozorna sem na sporočila srca, zavedam se, da so to božanska sporočila, da so to božansko vodene ideje. Zaupam sebe in vsemu stvarstvu. No in zdaj to je pa naslednja zadeva. Kaj je sploh naloga naše duše? Oziroma, kaj nam duša sporoča skozi to, da se ne moramo umiriti? Eno je, da imam podzavestni program, ki ga moram počistiti. In druga zadeva pa je, da tam, ko sem jaz v miru, tam je pot moje duše. To, kar meni povzroča še več radosti, to je pot moje duše. Tam, kjer moja duša poje od sreče, to je namen moje duše. In vse to, kar meni povzroča stres, nemir, neke čudne odnose, stvari ne stečejo, mogoče kakšni dogovori ne stečejo, nekdo se ne drži dogovora in tako naprej, ko švigajo tiste strele, ki jih mi ne rabimo. To pomeni, da je jasno sporočilo za nas, da smo mogoče ta prostor prerasli. Tako kot cvetlični lonček, rožo je vsake toliko časa treba pač presaditi. Ko roža preraste cvetlični lonček, je čas za večjo posodo. In ne se bati tega presajanja, ne se bati sprememb, zato ker to življenje je zgolj šola. Zgolj to, da naša duša naredi lekcije. In zadnjič sem govorila z enim gospodom, z eno modro dušo, in je rekel, da mnoge duše se zgubijo. Jaz sem ga vprašala, pa kako to se zgubijo? Je rekel, ja, ker nimajo cilja. Kako nimajo cilja? Pa saj imamo vsi cilj. Je rekel, ja, to je tako, greš na eno meditacijo, pa greš pol na drugo meditacijo, pa je tam neka delavnica te potegne, pa potem greš še nekam drugam in tako naprej.
in se dejansko tvoja duša izgubi. In zdaj druga, glejte, prav skozi možgane mi je šlo informacija. Obstaja, dobro, zdaj lahko boste rekli, Minka je tista, ki sodi pa kaže s prstom na nekoga. Ampak, ne, na nekoga ne, ampak obstaja legalna prostitucija. In ta legalna prostitucija so v zadnjem času, zdaj nam bom rekla, da je to med korono, se razmahnili razni tečaji tantrične masaže. In ta tantrična masaža dejansko izgleda tako, jaz nisem bila tam, ampak po pripovedovanju, da se ljudje prijavijo na te zadeve in pač pridejo, da se naučijo te tantrične masaže. In dejansko z nekom, ki ga mogoče prvič srečaš, si v paru in se ženske masira tudi v nožnico. In lejte, te stvari pa niso več heci. Tukaj noter, veste, ljudje skaklajo, pa gre na tečaj reikija, pa gre na ta tečaj, pa gre na drug tečaj, pa skakla malo tukaj, pa malo tam in potem tebe masira v nožnico. Juhej, kakšne energije taka ženska pokasira. Dejansko nekaj težkega. Zadnjič enkrat sem bila, po moje sem že govorila o tem, na enem sestanku, pa enemu gospodu sem vzela ene knjige in kakorkoli, on je bil na poti, sva se dobila, poklepetali smo, čist prijazno, vse lepo in prav je bilo, ampak na koncu, ko se objamemo, mene užge tukaj noter na zadnji strani pod lopatico. In že po parih metrih sem rekla, kaj sem pa jaz zdaj tle pokasirala, tole pa ni dober. In dejstvo je, da sem pokasirala umazano energijo. In zato, glejte, stvari niso tako nedolžne, ko mogoče mislimo, ja, pač se je znanje, pa grem na eno delavnico, pa grem na drugo delavnico, pa se nekaj naučim, pa tam meditiramo na internetu, vsi meditiramo. Vse je energija. In dejstvo je, da ogromno teh gurujev dela pod krinko svetlobe. In vi to zaznavate. Vse to, kar vam povzroča nek nemir, strah, nekaj v vas, ni za vas. Tako preprosto je. Jaz bom zase povedala. V zadnjem času sem precej videov od Lane Praner spremljala. Ampak dejstvo je, da tukaj skozi lahko tudi govorijo neke energije, ki ne delajo svetlobo, ker trosi ogromno strahu. Saj jaz sem tako občutila. In sem se odločila, nič več na internetu, kar meni povzroča nemir, ne bom ne brala, ne poslušala ta predavanja, ker vse to se mi nekam skladišči. In to je v meni. In dejstvo je, da zdaj se ukvarjam s tem, da dejansko čistim guruje od sebe ven. Ker so razne stvari, ki so mene prestrašile, očitno spet, saj smo vsi na potovanju, me je potegnilo te informacije, da sem ozavestila neke strahove. In zdaj, ko sem jih ozavestila, se zahvalim in grem naprej. In to ni več v mojem polju, to gre stran od mene. In zdaj na tej delavnici v Ankaranu sem rabila tudi to izkušnjo, recimo s tistim duhovnikom, ki se je daril nage babe na cerkvenem dvorišču, ker smo imeli samo razgaljene ramena. Tako da očitno sem jaz danes tudi naga. No, tako da, a ni zanimivo? Rabile smo točno to izkušnjo, zaradi tega, ker mogoče zame samo to, da sem rekla, ok, ta zloraba z cerkve, dovolj je bilo. Dovolj. Duša nas pelje po svojih poteh. Vsaka. Vas, mene. In recimo, da smo zdaj v mali šoli, da se nekaj učimo, teh osnov. In vemo, da otrok, preden pride do male šole ali pa zdaj prvega razreda, je na avtopilotu in je na programiranju svojih staršev, vzgojiteljev. In direktno se mu vsrka vse v podzavest. Recimo, da je bilo zdaj to obdobje srkanja nečesa, kar je zdaj čas, da mi to prečistimo in da se začnemo učiti. Pisati, da mogoče sprejmemo kakšno resnico, tudi kakšno neresnico, da ki mogoče kakšno mejo postavimo in da predvsem namen duše je biti v miru.
Glejte, naše družine po večini tukaj v Sloveniji, vsaka družina ima neko vodlo. Pa skoraj ni družine, da nima nekaj za predelati. In to ne pomeni, da zdaj svojo družino rečemo, vas ne poznam več. Ampak pri svoji družini se gre, da ozavestimo to, da se učimo popolnega miru. Da smo v popolnem miru, da nas ne morejo več spraviti v tisto vibracijo, da smo celi sesuti, ko gremo na neko družinsko srečanje, pa rabimo en teden, da pridemo k sebi, ker je bila spet neka drama. Greš, ozavestiš, si v dobri volji in ko začutiš, da je dovolj, odideš. In s tem uravnavamo energije. S tem uravnavamo energije. Zelo pomemben je to. Zdaj, včasih uravnavamo energije tudi s tem, da dobimo kakšen račun za plačati ali pa kakšno kazen ali pa kakšno tako zadevo. V tem primeru pač blagoslovimo sporočilo, s hvaležnostjo plačamo tudi to in rečemo, stvarnik, stvarstvo, odprta sem za prejemanje in dajanje. Se pravi, v obe dve smeri. Karkoli imam za plačati in tudi tisti, ki imate težave s preživetjem, da težko plačate račune, je absolutno vaša lekcija, plačuj s hvaležnostjo. Plačuj s hvaležnostjo, ker s tem kreiraš svojo bodočnost. Bodi v miru, ko dobiš položnico, kar to pomeni, da kreiraš svojo bodočnost. In s tem, ko vi razmišljate po noč, a imam denar za plačati, a imam to, kako bo to, a bomo kaj rešili s tem? Ne. Duša se uči miru. In takrat, ko vidite, da finančno ne zmorete, dajte vzeti eno kuverto in na vrh napišite hvala za denar. In včasih se zgodijo tudi čudeži. Verjemite mi, včasih se zgodijo tudi čudeži. Se zgodi nekaj in nekako se poklopi in ko pogledamo za nazaj, pa rečemo, pa kako mi je to uspelo s to mojo plačo? Recimo. Ker človek ne more verjeti, da je to možno. Zato, ker, nekako se pomnoži tisto, o čemer razmišljamo. In če razmišljamo, da nimam denarja, lahko zaslužim 15.000 evrov, bom brez denarja. Ali pa če razmišljam, imam denarja, imam dovolj denarja, vse tisto, kar je po božanskem načrtu, se nekako zgodi, se tudi zgodi. Tako pač grejo stvari. Tako da, želim vam lep dan. Tukaj imam zdaj še karte Prehod v novo dobo, pa dajmo še kakšno sporočilo za konec tega videa, kar se tiče miru, pa nemira, pa nespečnosti, pa to, da se človek, prav naužije mira v sebi. Kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje? No, kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje? Nekaj ta trenutek veste, da je nekaj. Tisto, kar ne sodi več v vaše življenje, naj odide, to je karta 31, vam zdaj še preberem sporočilo. Kaj je tisto? Delam prostor novemu. Čakajo me ljubezen, izobilje in radost. Noben razhod ni enostaven. Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh straneh. Ko je čas za razhod, naj se zgodi. Popolnoma sem varna tukaj in zdaj. Gremo še eno sporočilo. Zaupati je treba, samo to se učimo. Ne se oklepati tistega. In ti si bitje svetlobe. Jaz sem bitje svetlobe, jaz sem bitje luči. Moje srce je polno brezpogojne ljubezni. Ampak začne se do mene, brezpogojna ljubezen do mene. Ker zato, ker se imam rada, zato pač določeni ljudje nimajo vstopa v moje življenje. Zato, ker se imam rada. Zato, ker ne morejo, druga ne morem reči, kozlati name. Pač ne, zato, ker se imam rada, ne dovoljujem tega. In to pomeni, da se jasno postavim. In ko se postavim, pomeni, da s tem aktiviram ali pa podprem prvo čakro, ki je povezana s kolki, s koleni, s premikom, z nogami. Takrat sem jaz na zemlji. In zemeljska energija, tukaj smo. Jaz sem nosilka luči. Poslana sem, da kot sonce svetim ljudem. Jaz sem angel sprememb.
Vsako jutro si vzamem čas, da me energije jutra napolnijo s svetim, z ljubeznijo. Naj bo to zaključna misel za danes. Dovolite si, da svetite z ljubeznijo, ampak najprej na sebe, potem pa še na svet okoli sebe. Zato, ker vsak odnos se začne najprej z nami samimi. Tako da uživajte, imejte se radi, da vas bo lahko življenje imelo nazaj rado. No, zdaj za konec mi pa še mehen jezik zafeclal, pa tudi v redu. V glavnem uživajte, imejte se radi in dovolite, da energija priteka v vaše življenje v vseh oblikah. Ali je to denar, ali je to zdravje, ali so to lepi odnosi, ali je to karkoli. Vse to dovolite, da pride v vaše življenje. Tako da uživajte in v glavnem imejte se radi.